Moja predstavitev pa v bistvu predstavitev enega tekmovanja, na katerem sva skupina, jaz pa en Američan, osvojila prvo mesto. V bistvu tekmovanje je bilo pa organizirano v bistvu z Avstralsko teniško zvezo oziroma eno njihovo podskupino, ki se imenuje ta Game Inside Group. In šlo se je pa za to, da pri tenisu v bistvu strojno oziroma avtomatsko so probali klasificirati neko točko, zaključno točko v tenisu, na kakšen način se konča. V bistvu bili so možni 3 razredi, kot nepotrebna napaka, prisiljena napaka ali pa kot neubranljiv oziroma kot po angleško se reče winner udarc. Podatki so bili pridobljeni v bistvu iz kamer, to je tako, da si lažje predstavljate, v bistvu pri tenisu so, mislim, da je 8 ali 10 kamer visokoresolucijskih je okrog in spremljajo žogco zelo natančno, no. Tako vse točno, lok, vrtenje, točno kje pade, kje igralci stojijo, vse te podatke. Je pa tako, da v bistvu, a je napaka na koncu prisiljena ali recimo nepotrebna, je pa malo bilo zaenkrat subjektivno. V bistvu zdaj se tako dela, da je nek človek ob igrišču sedi in si to ročno notira in zdaj seveda teh tekem je veliko, ljudje to različno vidijo, ni bilo konsistence in zato nekako je ideja, da bi se to naredili strojno. In zato so v bistvu naredili ta razpis, to tekmovanje, kot da bi bil tisti algoritem, ki bo prišel ven, lahko uporabili, namesto da ljudje to sami na roke delajo. V bistvu registrirali se je 750 tekmovalcev pa skupin, v bistvu na koncu oddali rešitev za tisto lestvico, jih je bilo pa 207. Sistem tekmovanja je pa tak, pač tipično na keglu, tam imaš eno lestvico javno, ki se v bistvu sproti meri rezultate, pa tista zasebna, končna, ki se pa poženejo rezultati samo enkrat. Kad sem rekel podatke, smo imeli z tega Grand Slam turnirja, enega največjih, 4 največjih turnirjev. Teniških podatki so bili iz leta 2017, tako za moške kot za ženske. In tudi imeli smo 2 različni učni množici, moško pa žensko, pa pol tudi 2 različni testni. Vse skupaj 27 spremenljivk, plus razred, tisti napoved, kako se točka konča. So pa se potrudili organizatorji, tako da recimo ni bilo nobenih manjkajočih vrednosti, tako da se s tem nam ni bilo treba ukvarjati. Malo sem za občutek, sama distribucija, kakor toliko enakomerna, no. Največ je vseeno teh nepotrebnih napak. Lahko pa vidimo tukaj na desni, da v bistvu med moškimi pa ženskami so pa te razmerja zelo podobna, no. Ni tako, da bi se moška igra toliko zelo razlikovala po teh statistikah od ženske. Še to, kar sem že prej omenil, malo za občutek, kakšne spremenljivke smo imeli, s čim smo delali. Nanašala so se v bistvu na žogo, na udarc, pa na igralca oziroma na nasprotnika. Tako smo vedeli, kje točno je žoga padla, ali ob črti, ali ob zadnji črti, stranski, pač ali v out, v mrežo. Po položaju, kdaj je bil nasprotnik, kje je stal, kje smo mi stali. Isto od mreže oddaljenost, levo, desno, vse to. Pol sama hitrost žoge, višina nad mrežo, tip udarca, forehand, backhand ali pa ostalo. Pa še recimo število izmenjav v točki, no, pa še kakšna. Kaj smo se mi lotili? V bistvu takoj seveda kreiranje teh novih spremenljivk. Iz obstoječih, da smo v bistvu si naredili to malo dodatnega znanja, smo olajšali modelu. V bistvu ena je bila ta najprej kreiranje zvezdnih spremenljivk iz nezvezdnih. To je zato, ker so imeli v bistvu oni spremenljivke take, da so imeli oddaljenost od osnovne črte in je bila v bistvu pozitivna v obe smeri. To pomeni, če si bil na eni strani črte ali pa na drugi, hkrati so imeli pa pol neko drugo spremenljivko, ki je povedala, na kateri strani črte si bil. In je bilo smiselno to dvoje združiti, da si dobil neko zvezdno spremenljivko, ki je šla od plusa do črte in če pa žoga v avtu v minus. Pa v bistvu smo uporabljali domensko znanje, no, za izračun raznih teh spremenljivk, ki se pa tako v resnici tisti ljudje, ki ročno to označujejo, jih nekako gledajo, no. Ne vem, recimo pretečena razdalja, zdaj, če si ti zelo dolg tekel do te žoge in si komi prišel do nje, bo verjetno tista prisiljena napaka, ne. V bistvu hitrost teka, če si zelo hiter mogel, si bil pod pritiskom,
ne vem, koliko daleč od sebe si mogel žogo udariti, ali si bil blizu ali ne, koliko žoga je bila sama po sebi hitra, ne, pa razni te koti, ali te žoga pride pod čudnim kotom. In to so nekako tako podzavestno te ljudje, ki to označujejo, gledajo take stvari, ne, in mi smo jih pa probali iz podatkov dodatno zračunati kot dodatne spremenljivke, da nam bi pol pomagali pri modelu. Pač zadnjič smo pa, to je pa sam tak izračun veliko novih spremenljivk, to je pa čist kombinacija vseh spremenljivk, to pa pol zato, da nam je pri Extreme Gradient Boostingu, ki smo ga pol na koncu kot končno rešitev uporabili, pomagali, no, ker mu to pomaga pri sami gradnji modela. Pa še to smo naredili, te kategorične spremenljivke smo v bistvu malo združili zaporedje, kot recimo, kateri udarci bil prej, pa kjer kasneje, če bi to zaporedje kaj pomagali, pa na koncu samo analizo in odstranitev vseh tistih spremenljivk, ki so imele majhno varianco, ne, kot vemo, manj spremenljivk, da ne vnašamo kakšnih šuma ali pa povečamo možnost za overfitting. Kako smo naredili zadnji ta končen model, v bistvu združili smo kar moško pa žensko množico, kot smo videli prej, distribucija tistih razredov je bila zelo podobna in s tem smo dobili toliko več podatkov, da smo lahko v bistvu boljši natreniran model. Dejansko to se je poznalo, ker ni toliko veliko podatkov in nam je v bistvu dvakrat več podatkov kar naredili razliko. Pa še en tak trik, ki se dosti dela na teh tekmovanjih, je v bistvu, da smo razdelili to našo trening množico v bistvu na trening pa testno trening množico in v bistvu dobili rezultate na tej testno trening množici, pa te rezultate primerjali s tistimi rezultati, ki smo jih dobili na njihovi javni testni množici. In če so to dvoje prišlo blizu, smo vedeli, da v bistvu nam model se ne overfita preveč. No, to pomeni, da bomo dejansko, ko v bistvu pri tem tekmovanju je važno, da na tisti zadnji množici, ki se enkrat požene, da dobiš tam dobre rezultate, tam si pol se te rangira, ne, in v bistvu se ti nočeš preveč overfitati na tisto njihovo javno testno množico, zato moraš skozi paziti, da gledaš, da nisi tja overfitan, ker ti nič ne pomaga, če si na tej javni prvi. Kar se je pri nas pol tudi nekako izkazalo, ker smo bili na uni javni 8, pa na tisti smo pač prišli na prvo mesto. To pomeni, da uni pred nami so bili dosta overfitani. Pač testirali smo različne modele za strojno učenje, ampak na koncu smo s tem Extreme Gradient Boosting algoritmom dobili najboljše rezultate. Seveda pa je bil en ta pomemben korak še pol optimizacija parametrov, no, ker pa tukaj nekako ni toliko časa, da bi šli vse detajle. Probali smo tudi malo ta stacking, ki se dostikrat uporablja na teh tekmovanjih, ampak nam ni nekako neki izboljšal rezultatov, no, smo dobili slabše malo rezultate. Je pa res, da je vedno pri teh tekmovanjih neka časovna omejitev, toliko časa lahko to vložiš in za ta stacking je dostikrat treba različne kombinacije modelov poskušati in je veliko poskusov, tako da ni bilo tudi časa vsega iti v največjo globino. Tole so pa rezultati, ki smo jih pol kasneje naredili tako za predstavitev. Kot pričakovano pač ta nekako, kaj je prisiljena pa ne prisiljena napaka, je tisto, ki je največji, najtežje bilo napovedovati. Človek bi rekel, da bi tukaj mogli nekje dobiti 100%, ne? Ker če je zaključni udarec, to pomeni, da naša zadnja žoga je padla v polje in pol ni bilo več nazaj od boja, to pomeni, da smo mi recimo žogo zabili, kot se reče, ampak zakaj ni 100, je pač sam dejansko šum na podatkih, ki ga je bilo kar nekaj, no. Tako, imel si označeno, da je žoga padla v avt ali pa v mrežo, ampak hkrati je bila označena kot winner. Zdaj, kdo je naredil napako, ali tisti, ki je ročno označil, ali je bil šum na kameri, ki je kamera prepoznala narobe, kje je žoga padla. Je težko reči, ampak nekaj tega šuma je zmer bilo, no. Ampak pa skupno smo prišli do tokle, do skoraj 95, kar se zdi dober rezultat, no. V bistvu, kaj smo se pri tem naučili, mogoče kar je tako splošno za mogoče predstaviti. Tako je zelo velik rezultat in napredek nam je to prineseno, da smo dve množici združili, ker na začetku prva verzija je bila, da smo naredili model za moške pa za ženske, pa v bistvu vidiš, da se pravila igre so več ali manj zelo podobna, no. Pa če je žoga v polju, če je v avtu, je to
napaka ali pa vinar in to so vse posod tiste pri moški, ženski in lahko to nekako združiš, če so tiste distribucije razredov zelo podobne. Pa tudi pri nas se je izkazalo, da ta extreme gradient boosting algoritem se res dobro izkaže tudi na marsikerem drugem tem Kegel tekmovanju. Zmagovalci uporabljajo ta algoritem, no, in je res mogoče taka napotek, da se, če imaš malo časa, pa rabiš en algoritem, porabiš tega, pa si do nekje prišel. No. Je pa res, da ta optimizacija teh hiperparametrov je dosti ključnega pomena, ker se da zelo dosti izboljšati. No. Ima dosti parametrov, pa dosti kompliciran algoritem, pač tako da je ta optimizacija nujna, no, če hočeš nek dober rezultat doseči. Zadnja pa tudi v bistvu dosti mogoče znana, no, da v bistvu to domensko znanje, karkoli ti dodatno znanje lahko pripeleš v sam dataset, no, v bistvu nekaj novega ti bo dal neko prednost pred mogoče ostalimi tekmovalci. No. Zdaj, tle se je zelo pomembna je ta slovenskega izraza, pač analiza podatkov, no, exploratory analysis, kot se reče po angleški. Da v bistvu res poznaš podatke, veš, kje so, ne vem, tudi šum ali pa ne, in pol pač dejansko dodaš še kaj svojega znanja, ki ga na tem imaš. No. Tukaj smo ga imeli v tenisu dosti, tako da smo lahko s temi spremenljivkami v bistvu pol naredili tudi tisto ključno zadnjo razliko. Pač ja, recimo, to je ta primer, da lahko izračunaš, ne vem, hitrost teka igralca, to je recimo bolj dosti kompliciran izračun, ker smo dejansko mogli izvedeti, kje en stoji, kje drug stoji, kje je žoga padla, in pa smo na podlagi tega v bistvu, ne vem, izračunali kot, pa ocenili, kje se žoga pa igralec, če se giba vodravno, kje se bosta srečala, in tam, ko se bosta srečala, je to taka razlika. Izračunali čas, ker ne bi žoga letela, ne vem, upoštevali, da žoga, hitrost žoge, ne vem, se upočasnjuje s časom in približno ocenili, koliko dejansko časa bo žoga letela do tja, pa njegovo razdaljo, ki jo mora prelafati, in pol skupaj izračunaš neko hitrost, recimo igralca, ki teče. Tako da ja, kotne funkcije vmes, tako komplicirani izračuni, ampak ja, tak feature ti pol pač naredi majhno razliko na neki decimalki, ampak ja, na teh tekmovanjih je vse zelo na decimalkah, vsi znajo nek extreme gradient boosting pa optimizacijo, pa tiste majhne stvari pa naredijo razliko. Ok, to je to.